Opa, bom rekla. Tukaj je najbolj pomemben čas v celem letu. Tako da dajte si nekam zapisati. December je čas, torej, ko se pravzaprav obračamo k sebi navznoter, kajti vse tisto, kar delamo decembra, se potem pomnoži, ampak junij je pa mesec, ko se bomo torej zazrli navzven, posvetili se bomo sebi, torej samonegovanju in tudi takrat se bodo stvari ne malo pomnožile, ampak tisočkrat pomnožile. Torej vse, kar bomo vložili v mesecu juniju vase, nase in v svojo miselnost, bo to torej rezultat bomba. A je tako nekako? Je, ne? Super, ne? Ja, se veselim. Ker ponavadi ljudje gledajo, ne, junij je tisti mesec, ki ni ne teč pa ne mše, ne. Sam konc šole je, to je to. Tega se mame veselimo. Konc šole je, ni še zares poletje, pomlad je tudi konec, zdaj, kje smo zdaj, ne, v tem smislu? Nekje vmes, ne? Nekje vmes, ampak v resnici to je mesec, ki nudi toliko priložnosti, možnosti, vse, kar si v bistvu zadamo v tem mesecu, bo imel tudi največjo podporo, da to tudi realiziramo. Zdaj je čas za akcijo, za planiranje, za strategije, za postavljanje novih stvari, za pomlajevanje, vsaka maska za obraz, ki si jo bomo zdaj doma naredili, vsaka kopel, vsak sprehod, vsak pohod, vse bo imelo večjo moč, večji potencial. Boljši rezultati bodo, ne? In absolutno boljši rezultati. Če bi pogledali žensko v ciklu, bi rekli, da je zdaj čas ovulacije. In to vemo, da takrat imamo največjo magnetičnost, najboljše volje smo in vse ostalo. Najbolj privlačne smo takrat. Ja. In tudi smo v mesecu juniju v resnici najbolj plodne. To je tisti teden v juniju, ko imamo marec je. Ja, marec je. Sem šla toliko računati, vem, da ti vse z glave že stresaš. Ne, dejansko v mesecu marcu so se plemena skupaj dobila in potem so zelo hitro vedeli, kaj je pa kaj ni. Junija so zaplodili otroka, ker je bil tudi najbolj ploden mesec, najbolj ploden čas in naslednjo letno marca se je ta otrok rodil, zaradi tega, ker je imel največ možnosti, da preživi. Ker do zime je bil že mečken bolj. Ja, mesec junij je definitivno najbolj ploden čas in dajmo ga izkoristiti ne samo zato, da bomo mogoče zanosile, ampak da bomo zaplodile tudi tiste svoje vizije, tiste svoje sanje, tiste svoje cilje, ki jih imamo na kakršnikoli ravni že, da jih seveda tudi dosežemo. Še nekaj bi te vprašala, preden greva torej kar konkretno na vse nasvete, ki si jih pripravlja. Zakaj pravi, da je to najbolj ženstven mesec? Ženska je v tem obdobju kot v času ovulacije. Njena energija je zdaj magnetična, je usmerjena navzven. Kamorkoli bo zdaj dala svojo pozornost, bo dejansko ogromno energije že po naravi prišlo v to in vse se bo napolnilo. Tako da je kar malo vprašanje, kam boš dala svojo energijo, zaradi tega, ker tam, kjer je daš, bo res potencirala. In zato je tako pomembno, da damo to energijo tudi vase, v tem smislu za svojo regeneracijo, za svoje pomlajevanje, kajti iz praznega vrča ne moreš drugim nalivati. Če hočeš biti ustrežljiv do drugih, če hočeš poskrbeti fajn za svoje otroke, za svojega moža, za svoje sodelavce, za svoje šefe, moraš najprej poskrbeti zase. V juniju boš poskrbela zase. Pa dejva, kako se bo lotile? Torej, začele bova, ki je pri navadah, pri hrani. Tako. Torej, vse, kar govorimo, je na podlagi 3 holističnih stebrov, prehrana, navade in pa določeni pripravki. Sicer pa, če pogledamo samo prehrano v tem junijskem času, ni nobenega postenja v resnici. Ja, ni postenja, niti intermitentnega, je pa definitivno čas za veliko sokov, sveže stisnjenih sokov in pa tudi za kvalitetne kakšne maščobe, kakšne tudi kvalitetni ogljikovi hidrati, se pravi, domača jajčka bodo odličen zajtrk v tem času, potem dopoldan recimo kakšen smuti, potem tudi kakšna sveže iztisnjena zadeva in pa solatke. Torej zdaj bo čas več te lahke hrane in tudi surove hrane.
Pa naj povem, da bo tudi meni malo bolj ta čas všeč, ker bom lahko tudi malo sladkorja pojedla. Ne ta Ne še zdaj, mečken V kasneje. sadju Mečken sadjem ga bom zaužila. Sicer pa edina zadeva, ki bi bila kakor prepovedana oziroma manj primerna, bi bile žitarice. Se pravi, to ni bele čas torej zadeve. žitaric. Ne. Celo poletje v bistvu ne bo čas za to, ampak zdaj junija pa sploh ne. Če bomo zdaj v tem času dali to stran, pa bomo dali sadje, pa zelenjavo, pa solate, bomo v bistvu odlično naredili. Super. Zdaj, kar se tiče navad, masaža obraza v tem času bo delovala še boljše. Lahko so zelo preprosti gibi, lahko uporabimo meni najljubši selenit, boginje Selene. Selenit je fantastičen kamen, tudi poceni, zelo cenovno, tudi dostopen, ki pa ima izjemno energijo za masažo obraza, za masažo hrbtenice, za boljše spanje. Je ženski in spodbuja žensko lepoto, tako da se splača tudi z njemu spati pod polštrom. Več o tem imamo itak napisan tudi na spletni strani. Potem joni jajčka, definitivno joni jajčka za krepitev užitka, za osvobojene občutke, za to inkontinenco, da jo zrihtamo, za čvrstost nožnice, kar se bo poznalo dejansko tudi na samem obrazu, tako da je čas za joni jajčka. Zdaj tudi tisti čas, ko nam narava reče, ja, imejte se radi in zdaj je čas, ko imamo več seksualne energije in je tudi čas, ko v letu lahko največ uživamo v spolnosti oziroma najbolj uživamo v spolnosti v smislu, da tudi najbolj pogosto. Medtem, ko decembra moramo malo omejiti to zadevo, a ne, sploh moški. Zdaj v tem času pa... Navali, ne se kje so se... Veste, kaj smo mislili. Glavno, dajte si duška, junij je ta pravi mesec in vas bo podprl tudi pri teh dejavnostih. Zdaj, ženski princip je voda, tako da plavanje v tem obdobju, junijskem obdobju bo odlično. Prav tako pa tudi petkove magnezijeve terapije zelo priporočam. Torej, naneseš magnezij na telo, pustiš 20 minut in si dejansko daš dol. To bi bilo super. Kar pa se tiče samih dopolnil, definitivno mineralne kapljice. Mineralne kapljice bodo perfektne, zaradi tega, ker bomo tudi začeli švicati, da nadomestimo te minerale. Lahko jih uporabljamo tudi kot tonik za obraz. Priporočala bi ljudem, da probajo eno novost. Ni najbolj pocen, je pa zelo učinkovita in to je red spek oziroma rdeči antioksidanti. To so take vrečke, v eni vrečki je več kot 50 sestavin vsebin, noro veliko rdečih antioksidantov, pa ne samo rdečih, tudi ostalih, pa zraven so še encimi in probiotiki. Kakor sem rekla, zadeva je nova, ni najbolj od iste firme, kakor je ta Trace Minerals, ni najbolj poceni, je pa super krasna in odlična. Sicer pa B-vitamini, zdaj je čas tudi za Adapto Anti-Age, torej za adaptogensko kombinacijo in mešanico za Anti-Age in pa, kot smo rekli, nasploh res zelo pomembno, da vemo, da obstaja D-manoza. D-manoza za naš ljubi mehur, če pride do kakšne infekcije ali pa tudi preventivno vzeti D-manozo. Ja, to je ena zadeva, ko v bistvu hotela sem reči, poleti oziroma ko gremo na morje, lahko to res preventivno jemljemo, da ne pride do česa, pač mokre kopalke in tako naprej, se veste. Tako da D-manoza rešuje ogromno žensk, tudi sama sem že poskusila, ko sem imela prve znake in moram reči, da po 3 urah adijo znaki, nič ni bilo več, tako da jaz D-manozo res prisegam na njo. Ja, tako da to bi bilo to, sicer pa res junija poskrbeti za to. Vabljeni so ljudje, da se pridružijo hoji požarjavici. Hoja požarjavica bo torej v mesecu juniju za Jimmyjem, to je tudi ena taka zadeva, ki je ogenj je najbolj transformativni element, in da pretransformiramo, kar je za pretransformirati. In pa oktobra lahko gredo ljudje z nami v Egipt, počitnice za dušo in telo, da si podaljšajo poletje in da res doživijo svet koral, svet neverjetnih pisanih ribic. Več informacij najdete na naši spletni strani klepetobkavi.si, lahko nas pokličete in seveda ne pozabite tudi na našo luškano videoknjižnico. Lepo se imejte!